Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes se bomo posvetili prav posebni tematiki in to je tematika moškega zdravja oziroma Movember. Se pravi, november ni le mesec, ko prihajajo hladnejše dni, ampak je tudi mesec ozaveščanja o moškem zdravju oziroma o zdravju same prostate, to je organ, ki ga imajo moški, Tako da me zanima, a ste že slišali za Movember in a tudi aktivno kaj ozaveščate o temu. Dajte mi pustiti komentarček spodaj, da malo vidim, koliko nam kaj tole gre. Zdaj, če malo na hitro povem, kaj sploh je Movember, to je globalno gibanje, ki se je začelo leta 2003 v Avstraliji in v bistvu so si moški začeli puščati brke, da bi ozaveščali o raznih zdravstvenih temah, ki zadevajo moške, Predvsem je tle bil izpostavljen rak prostate, rak mod in duševno zdravje. Mi sicer ne bomo govorili toliko o raznih rakih in tako, ampak bomo to navezali seveda na našo tematiko, ki je nekako splošna za podcast, torej spolnost. Tako da bomo povezali prostato in pa stimulacijo prostate, tako da vse, kar vas to zanima, vas lepo vabim naprej k poslušanju. Vsi drugi pa dajte mi vsaj en thumbs up klikant, zato da res razširimo ta video, da se zavemo, da je res mesec Movember namenjen za ozaveščanje o zdravju moških. Se pravi, kar se tiče samega gibanja, v zadnjih nekaj letih je res to dosegalo neko svetovno razsežnost, zato bomo tudi mi tle današnjo epizodo posvetili temu prostati in njeni stimulaciji in pomembnost prostate in tako naprej. Kaj je prostata in kje se nahaja? To je taka majhna, približno v velikosti oreha, ampak zelo pomembna žleza v moškem telesu. Nahaja se pa tik pod mehurjem, pa obdaja nekako zgornji del sečnice. Njena glavna funkcija je pa to, da pomaga pri proizvodnji oziroma proizvodnja tekočine, ki je sestavni del sperme, se zagotavlja hranila in ščiti spermije. Tako da skrbite za svojo prostato, fantje, moški. Se pravi, to v bistvu pomeni, da prostata ima ključno vlogo pri plodnosti in pri spolnem zdravju moškega. In zaradi svoje lege pa funkcije lahko tudi vir težav, če postane povečana ali pa če pride do kakšnega vnetja. Se pravi, gremo naprej. Zakaj bi bila stimulacija prostate pomembna? Prostata oziroma imenovana tudi P-točka, znana kot moška G-točka, je v bistvu področje, ki pri mnogih moških lahko povzroči intenziven užitek, podobno kot G-točka pri ženskah. In se pravi, lahko pa rečemo, da stimulacija prostate ni samo užitek, ampak je tudi pomemben del ohranjanja njenega zdravja. Dajmo si malo pogledati razloge, zakaj bi bilo temu tako. Prvi razlog je izboljšanje prekrvavitve. Se pravi, prostata potrebuje dober pretok krvi, to sicer vsak organ potrebuje, ampak če smo že pri tem, da ostane zdrava. Z redno stimulacijo pa v bistvu izboljšamo prekrvavitev v tem predelu in to pomaga pri zastajanju tekočin, kar bi pa lahko vodilo do teh vnetij ali drugih težav, ki smo prej omenili, razne povečanje in tako naprej. In to naprej, se pravi, preprečevanje zastajanja tekočine. Stimulacija prostate pomaga pri sproščanju te tekočine iz prostate, to spet zmanjšuje tveganje za težave, kot so povečanje prostate oziroma benigno povečanje prostate ali vnetje prostate, kar imenujemo tudi prostatitis. Zanimivo, V redu. Potem naslednja stvar, zakaj bi še stimuliral prostato, je tudi večja spolna občutljivost. Pri nekaterih moških se pojavlja to, da stimulacija prostate povzroči intenzivne orgazme. Ti so drugačni od teh, kako bi rekla, običajnih, čeprav tudi to ni nič neobičajnega, ampak samo to, da vemo, o čem govorimo. Zakaj? Zato, ker v bistvu vključuje krčenje mišic in izločanje tekočine iz prostate. In kakor sem že prej rekla, nekateri to opisujejo kot moška G-točka, se pravi, orgazem tle lahko
občutek tega orgazma je lahko bolj globok in samo trajanje tega orgazma je lahko tudi daljše. Tako. To je bilo malo uvoda, zdaj pa lahko pogledamo tudi kar naprej, kako se pripraviti na stimulacijo prostate. Sama prostata je obdana z mnogimi živčnimi končiči, zaradi tega je tudi zelo občutljiva na dotik in na pritisk. Potem lahko bi rekli, da v bistvu pri mnogih moških sama stimulacija tega predela lahko privede do zelo, kakor sem že rekla, zelo močnih, zelo globokih in daljših, intenzivnejših orgazmov, kot pri stimulaciji, kot pri orgazmu, kadar se stimulira le penis. Ali pa penis in moda, se pravi pač ta zunanje spolovilo. Potem naletela sem tudi na opise, kjer ta orgazem nekako opisujejo kot celotno, kot doživetje celotnega telesa. To je pač precej drugačno od tega orgazma, ki ga dosežemo oziroma dosežeš z stimulacijo penisa, ker tle se vključuje še pač kršenje mišic in sprostitev prostate. Pač so neke razlike in tako tisti, ki ste navdušenci nad tem in izvajate to, pač itak veste. Zdaj, če želiš raziskovati stimulacijo prostate, je izredno pomembno, da se na to tudi dobro pripraviš. Ne gre samo za fizično pripravo, ampak gre tudi pač za psihično pripravo, psihično sprostitev, in to bi bilo ene par ključnih korakov, ki ti bodo pomagali pri začetku tega. Se pravi, kakor sem rekla, psihična sprostitev, najbolj pomembno je, da se sprostiš. Kako to doseči? Pač sam najbolj veš, kaj te sprosti. Kakšni predlagajo recimo toplo kopel, kar je pač splošno znano, da te sprosti. Ne samo psihično, ampak tudi fizično pomaga sprostiti mišice, še posebej v medeničnem predelu. Potem globoko dihanje, to je tudi koristen način za sproščanje, zmanjšanje napetosti. Pomembno je pač, da se ti počutiš udobno in da ne greš v to z občutkom prisile. Tisti, ki želite oziroma čutite potrebo, potem lahko tudi naredite analni tuš, pa si pripravite tudi na posteljo, kjerkoli boste to izvajali sami ali s partnerjem, brisačko, tako da če vas je strah, da bi prišlo da bi ostali kakšni ostanki fekalij, da ste tudi tako bolj sproščeni, lahko si naštimate tudi kakšne te baby robčke oziroma robčke za intimno uporabo. Potem vedno je pa dobrodošla tudi druga stimulacija, se pravi, da se stimulira penis, da se stimulira moda, da se predel masira zunanjo prvo, preden se vstopi v anus. Druga stvar, ki je izredno pomembna, glede na to, da do prostate se dostopa preko anusa, je tle nujna uporaba lubrikanta in tega pač mora biti dovolj, tako da ne biti skopi s tem, raje preveč kot premalo. Najbolj se predlaga lubrikant na vodni osnovi, ta je varno za uporabo z igračkami, to bomo še naprej govorili o tem, igračke so pač zelo dober začetnik, drugače pa vidno začeti z prstom, masažo zunanjega dela anusa, potem pa počasi not, kakšni so tudi pristaši poljubljanja, lizanja, to je pač čisto odvisno od vsakega posameznika, na kakšen način se to spravi delati, a je obema partnerjema to udobno ali ne. Kakor sem že rekla, pomembno je to raziskovanje z dotikom, za začetek lahko uporabiš prst, potem tudi kar se tiče notranje stimulacije, da greš s prstom noter, da potem v bistvu začutiš prostato, skozi steno anusa. Prostata se nahaja nekje 5 do 7 centimetrov v notranjosti, se pravi tik za steno anusa, in jo lahko začutiš kot tako rahlo izbočeno točko. Pomembno je pa, da začneš nežno in počasi. Pač tle moraš, če ne poznaš tega, res počasi raziskati to območje, zato da
tudi ugotoviš, koliko pritiska ti paše, kakšen način gibanja ti paše in tako tudi sam anus ne rab več časa, ko bi rekla, da se prilagodi na nove občutke, in že zaradi tega, ker se to ni tako kot vagina, da bi se sam lubriciral, že pri vagini včasih rabiš lubrikant, sploh če uporabljaš kakšne igračke in tako takrat je to precej neizogibno, pa tudi pri spolnem odnosu je fino, da se uporabi lubrikant. Tle pa sploh, anus se ne lubricira sam, pa če si nov, so to novi občutki in tudi to raztegovanje anusa, se ne bomo zdaj ne vem kaj not ustavljali, ampak vseeno že ta prst, že s prstom moraš biti prvo zadovoljen, preden ostaviš noter igračko ali pa 2 prsta ali pa preden začneš z raznimi masažami in tako naprej. Kakor sem že omenila, za stimulacijo prostate lahko uporabiš tudi razne erotične igračke. Zdaj, obstaja več različnih erotičnih igračk, ne samo po njihovi namembnosti v smislu, da so lahko to vibrajoče ali nevibrajoče igračke, seveda tudi obstajajo različni po velikosti in pa po obliki. Poznamo masažerjem prostate, to so v bistvu posebej oblikovane igračke, ki imajo ukrivljeno obliko, namenjene so pač temu, da dosežejo prostato, da jo dražijo, in tle imaš lahko vibracijske ali nevibracijske, lahko začneš z čisto majhnimi, pa potem napreduješ z večjimi, to je čisto odvisno, nekdo bo zadovoljen skozi tisto čisto majhno, nekdo bo hotel večjo, kakorkoli, ampak če že kupiš, raje kupiš manjša, pa potem napreduješ na večjo, pa mogoče na začetku kupiš tako, ki ne vibrira toliko, da se v bistvu navadiš sploh na občutek imeti neki v riti, po domače povedano, no. Tle sem jaz naletela sploh na zelo fine od znamke Nexus, oni imajo res obsežno izbiro, so se zelo posvetili tem igračkam za stimulacijo prostate. Imajo take že zelo majčkane, lih toliko, da pač se spoznaš tem in tako to, da ti za začetek, pa tudi pol za napredek, oni imajo res ful fajn izbiro, no, imajo tudi take potem, ki zraven še stimulirajo presredek in tako naprej. Za potem naprednejše, poleg Nexusa, je pa tudi ful fajn znamka Human. Pri znamki Human so pa tudi različne oblike, so potem tudi take, ki imaš da imaš, se pravi, obroček za penis, ki gre potem v anus, eni imajo tako, da je tako kot vibracijski jajček, eni so potem samo ukrivljeni, eni imajo potem podaljšek, pač teh igračk je toliko, ampak eni so se res ful posvetili temu za moške, to bi bili Nexus, Human, potem je Easy Toys, ima Men Only pa Anal kolekcijo, Lovense ima izredno dobre te. Je pa ful fajn, če izbirate kakšne malo bolj napredne igračke, da izberete take, ki imajo možnost upravljanja z daljinčkom ali pa mogoče celo z aplikacijo na telefonu, ker te res nudijo neko tako, ne rabiš se toliko obremenjevati, da boš potem z roko nekje odzadaj tam šaril po nekih gumbih, ampak je veliko lažje z daljinčkom, ki ga imaš v roki, pa pač klikaš, ali pa ima to tvoj partner, potem opcija je tudi na aplikacijo, te na aplikacijo vedno nudijo še več možnosti personalizacije raznih programov, tam se res lahko ful igraš in narediš nekaj, kar res tebi dobro ustreza. Sem se ful razgovorila o tem, ampak ja, želim vam le najbolje, tako da, če pa še kakršnokoli vprašanje glede teh izdelkov, smo pa itak vedno na voljo na mailu ali pa socialnih omrežjih. Tako da ja, ampak dosti o tem pojmo naprej. Se pravi, poleg teh prav masažerjev prostate se lahko vseeno uporabi tudi klasične analne čepe. Tle bi mogoče vsem priporočala, da so, če so klasični, so lahko tudi recimo potem vibracijski, da se te vibracije prenesejo naprej, zato ker pri klasičnih vibracijskih oziroma analnih čepih ni te krivine, da bi potem dražila to, prostato. Ampak ja, je pa zmer, je pa pač zelo so zaželeni te vibracijski analni čepi tudi med ljudmi, ki izvajajo stimulacijo prostate.
Kakor sem že omenila, potem so razni stimulatorji, ki imajo kombinirano stimulacijo, se pravi, da zraven stimulirajo še moda, penis ali pa celo drugega partnerja, recimo, ali partnerko. No. Human ima enega tazga zelo finga, da je potem še za stimulacijo klitorisa gor in tako pač res ful fajn zadeve so pač, če ne glede na to, a ste začetnik ali naprednejši uporabnik, res se najdejo ful fajn stvari, ki so vedno je kaj novega za raziskati, tako da ja. Zdaj, če se vrnemo še malo na samo stimulacijo prostate, če še zmeraj niste prepričani, kako se sprostiti. Tlele bi rada omenila, da je ključna, če tega ne poznaš sam, je ključna komunikacija s partnerjem. Se pravi, tlele morate kar se že prej pogovoriti, kaj in kako, da imata stvari pripravljene in tako, sploh če imaš ti kakšne strahove in tako, morata se oba dva prepričati, da bosta drugega poslušala, včasih so pa še se kdo zelo zbori, pa bi malo več, pa tako ne zdaj kaj nasilnega ali pa kakorkoli, ampak včasih si pač malo, kako bi rekel, toliko strasten in tako, ampak ja, pač tle je res se je treba poslušati, pač, sploh če je to neki prvič oziroma kaj se spuščaš. V tej sami komunikaciji mora biti veliko razumevanja, počasi je treba, nežno je treba, ne hiteti, tako da res, če začutiš karkoli neprijetnega, prenehaj, malo zadihi, mogoče malo stimulacije penisa, mod, spet malo te predigra je vedno ful pomembna, sploh če probaš nekaj novega. Tako da, ja. Zdaj bi jaz nadaljevala malo s prostato, da damo še neke take klasične stvari čez, potem bomo šli pa na najbolj pogosta vprašanja, ki so vezana na stimulacijo prostate. Se pravi, znaki težav s prostato. Tle je res pomemben poznati znake, ki lahko nakazujejo na težave s prostato. Sploh, to je tudi pomembno, pač, če ti želiš sprobati stimulacijo prostate, ampak če imaš težave s tem, je prvo fajn rešiti te težave in potem naprej se igrati. Tako da, tle je nekaj simptomov, vam bom povedala, na katere morate biti pozorni. Se pravi, prvo, kar bi bilo, je težave pri uriniranju, se pravi, pogosto uriniranje, šibek curek, prekinjen curek, občutek, da ne moreš popolnoma izprazniti mehurja, to so vse lahko znaki težav s prostato. Potem kakšne bolečine v medeničnem predelu, dolgotrajne bolečine v spodnjem delu trebuha, križa ali presredka, lahko tudi kažejo na vnetje ali povečanje prostate, potem pa seveda kri v urinu ali v spermi, to pa definitivno zahteva takojšnjo pozornost zdravnika in res ne odlašajte s tem. Boljše je preprečiti kot zdraviti, tako da tudi če imate kakšne dvome in to pač raje kakšen pregled opraviti in se posvetovati z zdravnikom, kaj in kako naprej. Glede samega pregleda prostate sem jaz ugotovila, da je kar nekaj zadržanosti pri moških, da mogoče se tega ne lotevajo toliko, kot bi se mogli, ne vem, a je to nek sram, a je to nek, ne vem, pač to je samo še en organ, na katerega morate skrbeti, pač to je del vašega telesa, poskrbite za njega, je pomemben in tako, Zdaj, kako je samim pregledom prostate in kako pogosta na pregled? Sami pregledi prostate so res ključnega pomena za zgodnje odkrivanje težav, kakor so rak prostate ali pa vnetje. Se pravi, sploh moški, ki so starejši od 50 let, bi mogli to redno pregledovati pri svojem urologu, hoditi na preventivne preglede in moški pa, kakšni mlajši moški pa recimo so lahko bolj pozorni, če imajo recimo v zgodovini družine kakšne bolezni povezane z rakom prostate oziroma samo prostato, tudi če so to vnetje ali karkoli tako. Pač to so neka taka splošna priporočila, ki jih lahko vsak si prebere kjerkoli, ampak če že danes govorimo o tem, dajmo še to poudariti, da čuvajte se, pa pejte na pregled
Tako, pregled običajno vključuje rektalni pregled, kjer urolog preveri velikost in strukturo prostate ter krvni test, ki lahko zazna morebitna odstopanja v delovanju prostate. Tako, zdaj, kakor sem jaz vedela, ni nujno, da je to vedno rektalni pregled, ampak se da v prostato tudi pregledati z ultrazvokom, tako da tistim, ki je res nelagodno, ne vem, ali je to pač kako samoplačniško ali ne, to ne bi vedela, nisem se toliko spuščala noter, ampak vem, da se da tudi z ultrazvokom, ne vem sicer v kakšni meri, ampak ja, opcije več, dajte se pozanimati, pa poskrbite za sebe in za svoje zdravje, to se mi je res del tako pomembno tukaj poudariti. Pejmo na pogosta vprašanja glede same stimulacije prostate. Kakšna je razlika med orgazmom prostate in drugim klasičnim orgazmom? To smo že rekli, da noben orgazem ni klasičen ali neklasičen, ampak dajmo reči, da je to nek orgazem s stimulacijo penisa ali pa mod ali kakorkoli. Kakor sem že prej omenila, kako drugi ljudje opisujejo, oziroma moški, jaz nisem moški, tako da ne morem tega prav tako vedeti iz svojih lastnih izkušenj. Sem že omenila prej, kako opisujejo te občutke, ampak ja, veliko ljudi doživi orgazem prostate tako, če se zraven potem še samo zadovoljujejo, oziroma če pač to partner počne, se lahko oboje počneš v bistvu, Vem, da dostikrat to počnejo, se pravi stimulirajo prostato, če partner to počne tako, da je moški na vseh 4, tako je dostop do anusa in potem tudi do penisa, in tako. Mislim, da bi bil direkten prevod stimulacije prostate iz angleščine, oni rečejo milking the prostate, se pravi molža prostate ali molža prostate. Tako. Zdaj, če prihaja do stimulacije prostate, zraven pa še do stimulacije penisa, lahko da ne boste mogli razlikovati med tekočino iz prostate ali pa tekočino, ki jo pač ejakulirate oziroma ejakulirano spermo. Prostatna tekočina je ena izmed sestavin same sperme. In ko moški doživi orgazem in ejakulira, se v spermi pojavijo semenčice, prostatna tekočina in druge telesne tekočine, ampak ni pa tako, da bi vsi v bistvu ejakulirali ali pa doživeli orgazem med stimulacijo prostate. Je pa res, da potem, kakor sem že rekla, sama masturbacija oziroma stimulacija penisa zraven še poveča verjetnost ejakulacije med samo masažo prostate. Tako, upam, da sem to dovolj jasno povedala. Ali stimulacija prostate pomaga pri erektilni disfunkciji? Zdaj, to je zelo tako vprašanje, ampak načeloma ni splošnega soglasja, da stimulacija prostate izboljšuje spolno funkcijo v smislu, da bi odpravljala erektilno disfunkcijo, ampak je pa lahko koristna za ljudi z erektilno disfunkcijo, ker pač načeloma nekako vseeno izboljšuje spolno funkcijo, tako da tle same raziskave se niso nekako poenotene, oziroma jaz bi rekla, da glede na to, kar sem videla iz teh raziskav, da niso še nekako čist pogruntali vsega. Ali stimulacija prostate preprečuje raka? Ne more ga neposredno preprečiti, so pa raziskave pokazale, da je redna ejakulacija pač pomembna za spolno zdravje moških in je povezana potem z manjšim tveganjem za razvoj raka prostate. Prej, kako najdeš prostato? Se pravi, prostata se nahaja znotraj rektuma, tik pod mehurjem. Da bi našli prostato, se pa tega postopite tako, kot smo rekli, pač lubrikant, pa prst, pa sproščenost. Pritisneš pa rahlo na sprednjo steno rektuma in potem začutiš to izboklinico. Kakšna so tveganja pri stimulaciji prostate? Zdaj, pri sami stimulaciji prostate, mislim, načeloma je to varna spolna praksa, ampak je pa tle z obzirom, da se to izvaja previdno in izkušnjam prilagojeno. Se pravi, nežno, uporaba lubrikanta. Treba je tudi paziti, da ne samo tle prostata, ampak da ne pride do poškodbe anusa. Vedno tudi pazite
nohte, prosim, ne samo prestriženi, tudi popiljeni, pa očiščeni. Če niste prepričani, uporabite rokavičke. Pa čiste roke, vedno, za karkoli. Ali stimulacija prostate lahko izboljša splošno spolno izkušnjo? Za mnoge moške lahko prinese intenzivnejše orgazme. Veliko ljudi oziroma moških pač poroča o tem, da je občutek globoke sprostitve, užitka in tako, ampak kot pri ostalih spolnih praksah, pač kakor kdo, nekomu bo to izboljšalo spolno izkušnjo, nekdo bo pa gotovo, da to ni za njega in to je to, pač. Lahko ti ful izboljša, lahko pa si, sem probal, pač to ni zame, ali imaš pa pač odpor do tega in tega ne probaš. Tako da ampak jaz mislim, da je stvar treba probati, preden lahko vržeš karkoli, tako kot vsako teorijo, recimo. Ali lahko masaža prostate pomaga pri težavah z uriniranjem? V določenih primerih naj bi pomagala, so posebej, če gre za težave, se pravi, za težave povečane s tem benignim povečanjem prostate, ampak tle je tako, pač, če imate vi neke težave z uriniranjem, si ne morate kar začeti pač masirati prostato, pa bo pol boljš, morate iti pač na pregled, da vam zdravnik točno pove, da ne bo prišlo še do kakšnih, da ne bo prišlo še do kakšnega poslabšanja ali pa pač, da boste kaj ušpičali, kar ni okej. Tako da vedno, če imaš kakršnokoli težavo, prvo zdravnik, potem pa se pogovorita, Pol imam dve taki, ki sta v bistvu med sabo povezani. Ali sem še vedno hetero, če mi je všeč stimulacija prostate? Ja. Če je to gejevski seks, v narekovajih ne, pač to nima nobene veze s spolno usmerjenostjo, kaj je tebi fizično všeč v smislu same stimulacije, ki je tebi dotik všeč, nima nobene povezanje pač s tem, kateri spol te privlači. In tudi naprej, če navežem to, ali je stimulacija prostate nekaj, kar počnejo samo ljudi, ki imajo kinke fetiše oziroma kinki ljudje, ne. Pač, kaj je to za nekoga kinki, mislim, te stvari so zelo tako, Za ene bo to neki ful izven njegove cone obdobja, za ene ne, pač načeloma, ne vem, jaz bi rekla, da ne počnejo tega samo kinki ljudje, Lahko si pač nekdo, ki mu je všeč najbolj vanila seks, se pravi po neki definiciji vanila v narekovajih, nek klasičen misionar brez česarkoli, brez kakršnih koli dodatkov, pa ti bo še vseeno všeč stimulacija prostate, pač ne vem, te stvari so zelo tako, Kaj, če se mi prvič zdi čudno? Pač lahko, da ti je čudno zato, ker je to prvič. Dosti stvari je treba večkrat probati, da se lahko odločaš, ali ti je všeč ali ne, tako kot pri kakšni hrani mogoče. Nove stvari se itak pogosto zdijo nenavadne, zato ker pač je nekaj novega, ker ne veš, kaj pričakovati, ker mogoče lahko nisi dovolj sproščen, pa če bi bil sproščen, bi ti bilo v redu. Tako da lahko imaš že vnaprej neka pričakovanja, pa to ni tako, kot si mislil, pa ti je pol narobe zaradi tega. Ampak ja, pač v vsakem primeru jaz mislim, da je treba parkrat probati, sploh zaradi tega, ker večkrat, ko probaš, bolj si sproščen, lažje uživaš in tako. Lahko probaš vsakič v drugi poziciji, ni nujno, da ti bo vedno ful pasala, Pač lahko, da ti bo v eni poziciji to noro dobro in boš z belim vmes gledal, se pravi, da ti bo oči obrašalo do užitka, v drugi poziciji boš pa tako, pač jaz sploh nič ne čutim, da se kaj dogaja. Tako da ja, pač to je čisto tako normalno, pač, da se ti zdi kaj čuden, sploh če je prvič. Kaj, če se težko sprostim? To mislim, da je dosti tako razširjen strah, ne samo tle, ampak če vzamemo pač to specifično situacijo, se pravi, moraš si vzeti čas, iti počasi, mogoče kakšen korak nazaj stopati, v smislu, mogoče malo podaljšati predigro, mogoče sprobati s kakšnimi temi stimulatorji, da že zunaj stimuliraš, malo vibriraš, pač raziskujte, če ti čutiš, zdaj mi je pa, ne vem, partnerka ali pa sem si sam začel vstavljati prst noter, to mi ni okej, ali pa ful sem zategnjen, pa iti korak nazaj, vzam prst ven, malo se še napali ali kakorkoli, tako da ja, lahko mogoče sploh ni ta prav dan za to, lahko da si imel ful stresen dan, mogoče si se že pri, ne vem, analnem tušu počutil, tole pa ni, če se tam že počutite, da imate kakršnekoli prebavne, pa da vam je pol bede, da se bi karkoli potem umazanega zgodilo v smislu, da bi vam kaj ušlo, pa raj počakajte kakšen drug dan,
Če imate še kakršnakoli vprašanja glede stimulacije prostate, mi smo nekako to v grobem obdelali, ampak če imate kakršnakoli vprašanja še glede stimulacije prostate, dajte mi jih napisati tlele na telih socialnih omrežjih, se marsikaj da anonimno, lahko pa tudi, če ne, vam bomo zmer pomagali, tako da, če imate kakršnakoli vprašanja, pač komot se obrnete na nas, vam z veseljem pomagamo. Če ti je bil video všeč, mi klikaj na thumbs up, bom jaz ful vesela in ful hvaležna, drugače pa ja, za zaključek pa dajmo še to, ne. November ni sam mesec nošenja brkov, ne. To vem, da je zelo popularno ratalo, teli brki so res popularni ratali, ampak ja, to nosi neko sporočilo, neko zavedanje, da moški poskrbite za svoje zdravje, a ne, sploh pač za zdravje svojih reproduktivnih organov in tako. Kar se pa tiče same stimulacije prostate, probajte to raziskati, če se poigravate s to mislijo, upam, da vam je tale podcast kaj pomagal, da boste lažje s tem začeli oziroma da veste, da se imate kam obrniti s svojimi vprašanji in svojimi mogoče kakšnimi dvomi in dilemami. Ja, to je pač res lahko en super užitek in del vaše zdrave spolne prakse, ampak ja, bodite pozorni na svoje telo, poslušajte svoje telo in ja, naj bo zdravje vedno na prvem mestu. Hvala, da ste poslušali in se vidimo v naslednji epizodi. Ali pa slišimo, verjetno slišimo, če je podcast, a ne? Tako da ja, ostanite zdravi.